Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lep pozdrav vsem. Vlada je na današnji seji sprejela nov zakon o Slovenski tiskovni agenciji. To je pravzaprav še zadnji v nizu medijskih zakonov, 3, ki smo jih že prenovili, k čemer smo se zavezali tako v koalicijski pogodbi, kot tudi na Ministrstvu za kulturo. Namreč medijska zakonodaja v celoti je bila stara, več kot 20 let, ni bila sinhronizirana z drugimi zakoni in konec koncev ni ustrezala pravzaprav nekako delu v današnjem svetu. Pri STA-ju, torej Slovenski tiskovni agenciji, pa se spomnite, da je v času prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše, ko je to urejal tudi Uroš Urbanija, doživel STA mnoge politične pritiske z ciljem in namenom, da se STA uniči. In zaradi tega smo v vladi pristopili konstruktivno k sprejetju novega zakona, ki bo STA nekako varoval pred možnimi političnimi pritiski, je dal stabilno, predvidljivo delovno okolje in pa seveda krepil njeno neodvisnost. Mediji, vsi mediji so tisti, ki delajo našo družbo demokratično. Mediji so tisti, ki uresničujejo tudi našo pravico o informiranju, o obveščenosti, hkrati pa z širitvijo resničnih, preverjenih in verodostojnih informacij krepijo tudi demokracijo in demokratično družbo. Zaradi tega smo o zakonu v STA krepili ta del neodvisnosti STA-ja, tako finančno, institucionalno neodvisnost, potem smo tudi prevetrili in posodobili tiste stvari, ki so se izkazale skozi leta, da so bile v prejšnji zakonodaji kot neustrezne, zlasti pa se je sprejela jasna razmejitev glede tržnega in pa javnega dela, nova metodologija na tem področju. In s tem menim, da je STA za naprej v varnih rokah, da ne bo več možno na njo izvajati političnih pritiskov. Ta zakon pa ureja pravzaprav zakonitosti sodobnega medijskega trga in pa demokratične družbe. In seveda pri tem je naša vlada sledila tudi vsem evropskim usmeritvam in pa to, kar je podobne zakone in pa agencije, ki jih imajo tudi v tujini. STA opravlja v Sloveniji izjemno pomembno delo in v današnjem svetu, ko se moramo zanesti na medije, da nam dajejo verodostojne, preverjene informacije, ko je poplava tudi lažnih novic, je prav, da imamo tudi zakonsko podlago, ki omogoča delavcem, zaposlenim in na STA-ju njihovo nemoteno delo brez političnih pritiskov, brez finančnega nelagodja oziroma da ne vejo stabilnosti, in zaradi tega smo danes tudi sprejeli ta zakon in kot rečeno gre za zadnjega v nizu prenove medijske zakonodaje, ki se je začela s prvo novelo RTV-ja, nadaljevala z zakonom o medijih, v Državnem zboru je že druga novela o RTV in sedaj tja gre tudi zakon o Slovenski tiskovni agenciji. Hvala lepa. Hvala. Vprašanja? Izvolite, TV Slovenija. Barbara Vidmajer, TV Slovenija. Če lahko še malce podrobneje o samem zakonu. Ali vstaja v zakonu določilo o dolžini novic in zakaj je bil tak predlog sploh sprva vključen v zakon? Mogoče če najprej to? V glavnem predvsem zakonu je posvečen krepitvi avtonomije sem na vas odgovorila, ker ste z RTV, krepitvi avtonomije STA-ja, finančne stabilnosti in pa razmejitvi, se pravi javnega in tržnega dela. Moram poudariti, da je tukaj šlo za izjemno dolgo, se vidite, obljubili smo, da bo pred koncem leta zakon sprejet, tudi je pa bilo to zelo veliko medresorskega dogovarjanja, predvsem iz vidika Ministrstva za finance in Ministrstva za kulturo, kajti
gre za zelo delikatne mehanizme, tržne dejavnosti, javne dejavnosti, opredelitve, kaj je tisto, kar je javna služba, kaj je tržna, državne pomoči, in iz tega vidika so seveda se pojavili v tem času različni členi, ampak ta zakon, ki je pred nami, ki je bil danes sprejet, je soglasje vseh akterjev, torej STA, finance in pa Ministrstva za kulturo, in iz tega vidika bi rekla, da je zelo dober, da odgovarja na vse tiste izzive, ki se jim je tudi STA posvetila in se mogla soočiti v zadnjem času. Ko omenjate javne in tržne dejavnosti, ali v zakonu ostaja določilo, da bo vlada potrjevala cenik storitev za naročnike, in če se vam to ne zdi na nek način poseg v avtonomijo dela STA-ja? Tukaj smo sledili v bistvu temu, tako kot je pri drugih tovrstnih ureditvah takih zavodov, se pravi agencij in pa gospodarskih družb. Zdaj, tu smo dali, kot rečeno, noter, tudi v dogovoru z Ministrstvom za finance. Smo se veliko pogovarjali tudi z STA-jem, zdaj pri drugih je to vrstna ureditev, seveda zakon pa gre še v državni zbor. Smo pa nekatere druge pomisleke, ki bi lahko recimo tudi bili taki, da bi lahko bil občutek, da bi se vlada lahko, ker naša, mislim, da je večkrat znova in znova dokazala, da smo mi na strani medijev in neodvisnosti medija in da jih finančno in zakonsko krepimo, ampak da bi se izognili temu občutku ali pa česarkoli, tudi če gre analogijo z drugimi, recimo podobnimi družbami, smo jih umaknili, no. En ta del je ostal, ker gre pač v resnici za analogijo, no. Samo zaradi tega. Druga smo pa dali vse ven. Dobro, pa še če ostaja določba o skrajšanju mandata direktorja STA na 4 leta? Ja, to pa mislim, da obstaja. Ja. Spet, da je ureditev enaka. Mi smo, kot rečeno, tukaj res predvsem potrdili za vsakim zakonom, že iz začetka mandata, kjer se je umaknili iz RTV-ja, iz upravljanja in vodenja RTV-ja politiko. To smo nadaljevali pri krepitvi o zakonu o medijih, kjer smo dali tudi nove sheme, nove določbe za neodvisnost medijev, uredništev, novinarjev, dodatna sredstva, samo po medijskem zakonu 6 milijonov, zdaj je v RTV predlog zakona, kjer bo še dodatnih 12 milijonov za RTV. Tudi tu pri STA gremo na financiranje iz proračuna in s tem mislim, da so ti koraki za krepitev neodvisnosti medijev na splošno v Sloveniji zelo močni. Jih je naša vlada dokazala, tako finančno kot na podlagi zakonodaje. In tukaj smo se naših intenc kar držali in jih tudi, bi rekla, finančno presegli. Mislim, da je ta zakon STA še en odločen korak v to smer. Še kdo? Ja, STA, izvolite. Ja. Ali ste se zdaj za končno verzijo tudi odločili, da notri ostane odločilo o 10-letni presoji na vsakih 10 let o potrebnosti STA in upravljanju njene javne službe? To smo v končnem dogovoru tudi na vladi smo lahko dali ven. Smo zbrisali, tako da te določbe ni več notri, tako da je brez. To je 6. člen. Pa prej ne vem, če sem preslišala določilo o omejevanju dolžine novic. To zdaj, če prav razumemo, tudi ni več v zakonu. Ne. Hvala lepa. Hvala ministrica in lep dan. Hvala. Zdaj pa se nam bo pridružil minister Aleksander Jevšek, ki bo predstavil drugo pomembno odločitev sprejeto na seji vlade. Tako da ga kar vabim za govorniški oder. Izvolite, minister Jevšek. Hvala lepa. Vlada je sprejela predlog zakona o razvojnem prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške premogovne regije, ki je namenjen omilitvi posledic postopnega izstopa iz premoga v Savinjsko-Šaleški premogovni regiji. S tem zakonom želimo zagotoviti, da pri prehodu na nizkoogljično in trajnostno gospodarstvo in družbo nihče ne bo ostal pozabljen ali potisnjen v ozadje.
Zakon Saša regiji prinaša ukrep razvojnega prestrukturiranja. 10-letni program razvojnega prestrukturiranja Saša premogovne regije na področju gospodarstva, energetike, okolja in socialne kohezivnosti. Strateške projekte trajnostnega razvoja, prenova sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, preureditev energetske lokacije TEŠ na obnovljive vire energije, strateški projekt Dolina zagonskih in hitro rastočih podjetij in ohranitev delovanja Muzeja premogovništva Slovenije ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja. Sredstva za izvajanje tega zakona se v obdobju 2026-2035 zagotavljajo iz programa Evropske kohezijske politike, iz državnega proračuna v okviru finančnih načrtov pristojnih ministrstev ter iz proračunov občin Saša premogovne regije v višini 282 milijonov 225 tisoč evrov. Pri pripravi zakona smo upoštevali obstoječo zakonodajo, ki je povezana z postopnim zapiranjem premogovnika Velenje. Ukrepi se dopolnjujejo s tistimi v zakonu o postopnem zapiranju premogovnika Velenje, v predpisih o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga in v območnem načrtu pravičnega prehoda Saša premogovne regije, ki je odobren strani Evropske komisije kot sestavni del programa Evropske kohezijske politike. Posebej bi rad poudaril, da je prestrukturiranje Saša regije že nekaj časa intenzivno poteka, in sicer z evropskimi kohezijskimi sredstvi Sklada za pravični prehod, ki je bil ustanovljen zato, da premogovnim regijam pomagamo vstopiti v novo obdobje, v obdobje zelenih tehnologij, nizkoogljične proizvodnje in energetske učinkovitosti. V regiji se že izvajajo številni projekti, podprti z evropskimi kohezijskimi sredstvi, od severnega dela 3. razvojne osi, izgradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture, inkubatorjev, do preobrazbe daljinskega ogrevanja Šaleške doline in drugih manjših projektov. Trenutno je v regijo že usmerjeno približno 190 milijonov evrov evropskih in nacionalnih sredstev. Hvala lepa. Novinarska vprašanja? Nobenega? Esta? Ne. Ok, minister, najlepša hvala. Hvala, Srečno. Zdaj pa še tretji sogovornik, to je obrambni minister Borut Sajovic, ki bo predstavil pomembno kadrovsko odločitev na današnji seji vlade iz njegovega resorja. Minister Sajovic, izvolite. Prijazen dober dan. Hvala lepa za vašo udeležbo. Danes je vlada po točko kadrovskih zadev soglasno razrešila general polkovnika Roberta Glavaša z funkcije 9. načelnika v zgodovini naše samostojne države. Jaz izkoriščam priliko in se načelniku zahvaljujem za izjemno delo v dobro varnosti in odpornosti v tej državi, in pa ni zanemarljiv podatek, da je on opravil najdaljši mandat med vsemi načelniki, več kot 5 let, kar se mi zdi pomembno za stabilnost te države. Tako da še enkrat iskrena hvala. Razlog upokojitve je pa seveda in razrešitve je pa zakon o obrambi in pa dopolnjena ustrezna starost, v kateri se morajo naši uniformirani pripadniki in pripadnice upokojiti. V naslednji točki pa smo soglasno imenovali brigadirja magistra Boštjana Močnika, poveljnika sil Slovenske vojske, za novega 10. načelnika v Slovenski vojski. Gre za enega od najmlajših brigadirjev, ki ima pa izjemno znanje in pa izkušnje tako doma v svetu in pa tujini. Kot poveljnik sil Slovenske vojske uživa izjemen ugled, je izjemen poznavalec in pa voditelj tistega temeljnega stebra v naši Slovenski vojski, za katerega si želim kot minister
da se v prihodnjih letih še nadgradi in prepričan sem, da bo ob izjemnih sodelavcih, ki jih ima Kos, zagotovo tudi tej nalogi v dobro večji varnosti v tej državi, ker gre za mladega, a zrelega človeka z veliko teoretičnega znanja in pa mednarodnih izkušenj. Sem prepričan, da bo poleg voditeljskih sposobnosti, ki jih ima, znal v dobro te države, te domovine nagovoriti tudi mlade, ki v zadnjih letih izjemno uspešno krepijo in pa jačajo naš sistem. Hvala. Evo, Esta. Pozdravljeni. Zdaj, kar se glede imena tiče, ste se morda v tem pred imenovanjem tudi kaj posvetovali z vrhovno poveljnico vojaških sil v Sloveniji, predsednico republike, in ali ste z njo tudi govorili o tem, kdaj in če bo gospoda Močnika, ki je zdaj brigadir, povišala v višji čin generalmajorja? S predsednico sva redno na zvezi, imava korektne in pa odlične konstruktivne odnose v dobro te države. Posvetovala sva se večkrat, zadnjič tudi včeraj zvečer, bila usklajena, soglasna in jaz pričakujem, da bomo po današnjem imenovanju, danes so tudi že prve protokolarne obveznosti pri predsednici, da bomo v ponedeljek oziroma v začetku naslednjega tedna, torej še v letošnjem letu, poslali tudi ustrezne pravne podlage oziroma prošnjo za generalski čin in v nekaj tednih bo to, jaz sem prepričan, da rešeno. Morda še to kot obrambni minister, kaj zdaj pričakujete, da bodo prioritetne naloge, ki se jih bo gospod Močnik lotil na novi funkciji, kje vidite največje izzive, ki ga čakajo? Pohvalil sem delo dosedanjega načelnika, predvsem mirnost, preudarnost, povezovanje, tudi ustrezno naslavljanje javnosti. Slovenska vojska je v pomembnem koraku, zdaj že lahko rečemo, uspešne modernizacije in pa nadgradnje naše opreme, struktur. Imamo odlične podatke, ki se tičejo kadrov. Zadnji 2 leti sta prvič v zgodovini tisti, kjer več ljudi prihaja v naše vrste, kot se jih upokoji. Rast tudi na področju štipendij, imamo skoraj 695 štipendist in štipendistov, krepimo pogodbeno rezervo in pa seveda opremo in pa stvari, ki jih nabavljamo, ker se opremljamo, je treba tudi implementirati, tako da bomo s tem uspešnim procesom nadaljevali. Bo pa, se pravim, zahtevno tudi na mednarodnem parketu. Razmere v svetu niso lahke, niso enostavne in prepričan sem, da bo novi načelnik, magister brigadir Boštjan Močnik, kos izzivom povezovanja vojske z politiko in civilno družbo. Barbara Widmajer. Mogoče še za gospoda Močnika ste rekli, da je mlad, a zrel. Kaj je na koncu tisto bilo, kar je pretehtalo, da ste se odločili prav zanj? Kadar se sistem modernizira in raste, je vedno treba pogledati na najmočnejši steber in pa temelj. In od organiziranih struktur je to Slovenska vojska. On je zdaj bil poveljnik sil Slovenske vojske, procesi so uspešno začeti, treba je držati tempo in jih nadgrajevati in ga ni boljšega poznavalca teh sistemov, teh stvari, ki jih moramo še nadgraditi, okrepiti, kot pa nekdo, ki se je s temi problemi soočal tudi do sedaj. Omenili ste kar nekaj prioritetnih nalog, katero bi pa rekli izmed vseh teh naštetih, da bo najtežje, recimo najtrši oreh? Vse stvari so take, da jim bomo ob dialogu, sodelovanju, povezavi, predvsem pa ob slovenski enotnosti zagotovo kos.